Prihajam iz Gorenjske, delam v zdravstvenem domu v bolnišnici. Predstavljam vam bom predlog ukrepa za naše področje. Pristali smo pri kratkem ukrepu 2, čeprav delamo na primarnem nivoju tudi, tako kot recimo zdravniki družinske medicine, ki imajo kratki ukrep 1. Hkrati pa smo specialisti delamo tudi na sekundarnem in terciarnem nivoju. To so naše področje dela. V dispanzerju imamo možnost, v dispanzerju pregledujemo ženske z rednimi, udobnimi pregledi, rednimi, kurativnimi in pa tudi nosečnice v posvetovalnicah. To sta tudi vstopni točki, kjer lahko presejamo za škodljivo in tvegano pitje alkohola, kjer bi nam bilo v pomoč zelo dobro malo se moram še tehnično pripraviti. Torej, tudi bi lahko prišel upoštev anamnestičnih vprašanj, ki bi bil enoten za vse, je že dodan predlog za strokovno in biološko srednjo, vendar pa upamo, da bo to tudi se razvilo. Kurativni obravnave vseh žensk je tudi ena izmed nekih vstopnih točk, vendar tukaj imamo ga že malo problem s časom. Po presejanju bi lahko dali kratek nasvet, predvsem pa tudi informativni material, ter napotiti tudi strokovnjaka. Kam napotiti je še vedno stvar dogovora, trenutno bom kasneje povedala, zakaj še ni povsem dodelano, in pa možnost imamo tudi spremljanja v ponovnih pregledih, kako se poteka naš ukrep. V bolnišnicah oziroma v 2 specializiranih porodnišnicah imamo možnost vseh 3 korakov, pri čemer lahko že same ženske, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol, preusmerjamo oziroma konzultiramo z kolegi iz drugih hospitalov. Sodelujemo pa tudi pri pripravi naporov, tudi sedanja šola za starše, ter na delavnicah za mladostnike, kjer imamo možnost že deliti material. Kaj ne bi vseboval tako 2? Torej, presejalno vprašanje, ki bi v ginekološki osebni analizi prišlo poštev, je kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol, točkovano, to je iz ABC vzeto. Pri nosečnicah je pa metno drugače. Cilj pri nosečnicah je, da sploh ne bi uživali alkohola v času nosečnosti in ne v času dojenja, torej abstinenca. Zato bi to vprašanje veljalo razširiti na vprašanje, ali pijete alkoholne pijače oziroma pijače, ki vsebujejo alkohol. Poteka že še en dodaten projekt, PODEN, cilj katerega pa je odkrivanje odvisnosti od dovoljenih in nedovoljenih substanc in pa tudi na depresijo in nasilje pri nosečnicah. Ožji cilj, ožje povpraševanje, vendar pa izkušnje iz tega projekta bojo nam pomagale, da bomo lahko bolj natančno dorekli in v praksi uvedli ali pa saj praktično pripravili naš KO2, ki bo lahko v praksi zaživel tudi v dispanzerju in v bolnicah. Pri pozitivnem presejanju imamo na voljo AUDIC vprašalnik in pa nekaj že informativnega materijala, za nosečnice že izložen, ker plakate mogoče že poznate, in pa spletna stran ter drugo razvoj drugih materijalov. Tole je zgolj predlog protokola obravnave nosečnice, ki so najbolj dovzetne za spremembe. Torej, pri prvi posvetovalnici lahko presejamo z širokim vprašanjem, ali pijete alkoholne pijače. Ob negativnem odgovoru vzamemo 2 minuti za kratek nasvet, poudarimo, da ni varne alkoholne pijače, ni varne količine alkohola, ni varnega obdobja in poudarimo, da z abstinenco res lahko preprečimo prirojene in trajne posledice uživanja alkohola v nosečnosti. Pri pozitivnem odgovoru lahko nadaljne razširimo vprašanje z vprašanjem, tukaj sem sicer navedla 3. AUDIC je nekako najbolj izrazito, vendar pa glede na projekt PODEN bomo skušali izluščati najbolj praktično vprašanje. Pri negativnem izkupičku damo 5-minuten strukturiran nasvet, kjer lahko razložimo že nekaj o primarnih in sekundarnih motnjah iz spektra fase D, poudarimo, kako pomembna je abstinenca alkohola. S tem pa je tudi vstopna točka za spremljanje
nosečnice z vprašalnikom od predhodne obravnave in pa z ultrazvočnim pregledom ploda, kjer smo lahko mogoče bolj pozorni na sicer nespecifične znake, ki pa lahko kažejo na možno kvare ploda zaradi alkohola. Pri pozitivnem izkupičku bi bilo idealno, da bi lahko usmerjali nosečnice v ambulanto za ogrožene nosečnice, kjer bi bil pristop multidisciplinaren, s tem bi lahko zmanjšali stigmatizacijo ženskim zelo več žensk, ker trenutno nam ostane samo usmerjanje k drugim strokovnjakom, s tem ženski stigmatiziramo, če jo napotimo k psihiatru ali alkohologu, verjetno ne bomo uspešni. Seveda tukaj pade največje breme na zdravnike družinske medicine. Smiselno je tudi zavedba tega podatka za nadaljnjo obravnavo otroka in nosečnice. Omenila sem že, kakšne rutinske povezave bi bilo treba vzpostaviti z vsemi temi deležniki. Dobro bi bilo tudi kakšne posebne profile razviti, upamo, da bo s projektom SOPA tudi to res zaživelo. Kar se tiče vrste obravnave, individualne usmerjanja posamezne ženske v posameznemu strokovnjaku, bi prednost imelo skupinsko multidisciplinarno obravnavanje žensk v smislu po zgledu ambulante za sladkorno bolezen pri nosečnicah. Torej, kar se tiče izobraževanja, še obstoječi kader nimamo dovolj znanj in veden o problematiki pitja alkohola, zato bi bilo dobro, da so obvezne delavnice SOPE ali vsaj ena ali pa obdobne, tako kot imamo zdravniki za etiko in komunikacijo, ker tukaj bo šlo razvoj naprej, v okviru seminarjev ali specifično tematiko ali pa v okviru drugih strokovnih seminarjev, predvsem pa razvoj informativnega materijala za široko osveščanje. Za bodoči kader bi poleg tega bilo smiselno uvajati dodiplomsko izobraževanje pri zdravnikih, je to že v okviru družinske medicine, sklop, pri sestrah in drugih profilih, ki so zelo pomembno dejavni pri našem delu, pa bi bilo smiselno tudi v dodiplomskem izobraževanju, predvsem pa v času specializacije oziroma usmerjanja, mogoče pa zgledi transfuzijske medicine modul ali pa delo v multidisciplinarni ambulanti, če bi bilo to že dobro speljano. Hvala vam. Hvala. Selimo se na področje kardiologije, ker bo to področje predstavil Luka Vitez, tako da ga prevabim na oder. Dobar dan, lepo pozdravljeni, hvala, ker ustrajate, še malo. Jaz bom predstavil področje kardiologije, ki so ga pripravila skupaj z dr. Luko Liparjem. Področje kardiologije in alkohola je nekako kontroverzno. To zato, ker se je v nekaterih študijah ena merica alkohola dnevno izkazala kot protektivno pred ishemično boleznijo srca. Zato še vedno nekateri zdravniki, tudi kardiologi, priporočajo en kozarček vina pri kosilu. To je sicer dokazala tudi študija, ki je bila letos objavljena avgusta v Lancetu, ugledni medicinski reviji, ki je nekako spremljala breme alkohola v 195 državah po svetu, kjer so ugotovili enako, kot sem že povedal, vendar, če bi se šteli vse škodljive učinke, ki jih ima alkohol na človekovo zdravje, se pravi, to, da povzroča raka, druge srčno-žilne bolezni, diabetes, tuberkulozo, nekako vse to pretehta, tako da se tudi ena merica alkohola odsvetuje. Področje našega dela v kardiologiji so srčno-žilne bolezni, to je največji razlog umrljivosti in smrtnosti na svetu. In ko gledamo neko bolezen v kardiologiji, nas zanima predvsem, ali tudi druge v medicini, nas zanima, kaj to bolezen povzroča. Temu mi pravimo dejavniki tveganja. In te dejavnike tveganja mi želimo naslavljati, zmanjšati oziroma preprečevati, zato da se potem tudi breme bolezni v populaciji zmanjša. Dejavniki tveganja za nastanek koronarne bolezni ali pa srčno-žilnih bolezni so povišen krvni pritisk, kajenje, diabetes, debelost, pomanjkanje fizične aktivnosti in tudi alkohol. Zato je pomembno, da se tematika alkohola začne tudi v področju kardiologije drugače naslavljati. Znamo je, da če popijemo 3 merice ali več, se tveganje za pojav ishemične bolezni srca poveča za več kot 2-krat.
Alkohol pa v kardiologiji povzroča povišen krvni tlak, aritmije, kardiomiopatijo oziroma srčno popuščanje, povzročeno z alkoholom, nenadno srčno smrt, možgansko kap in še lahko naštevati. Naš kratki ukrep smo si predstavili na 3 različnih področjih, in sicer presajanje kratkih nasedov spremljanja. Vse skupaj ne bi bilo izrazito preprosto, ker smo že v obstoječih ambulantah za delom precej obremenjeni. Vstopna točka bolnikov bi bile ambulante in hospitalni oddelki, ker bi v bistvu odkrivali in prepoznavali tvegano in škodljivo pitje s pomočjo avdice vprašalnika. To bi ga lahko dali že čakajočim v ambulanti, da ga izpolnijo, potem, ko pride v ambulanto, mi to ugotovili, ali nekdo tvegano škodljivo pije. V primeru, da bi predvsem, da nekdo potrebuje pomoč, bi v to vključili tudi svojce. Če bi ugotovili, da tukaj pozitiven rezultat, se pravi ženske 3 točke ali več, moški 4 ali več, bi z bolnikom pravili, poleg ostalega pregleda še kratek pogovor, ki bi vključeval predvsem poudarek na tveganje za srčno-žilne bolezni, podali bi mu neko gradivo in vse skupaj zabeležili v anamnezo, tako kot sedaj to že pridno počnemo glede kajenja, kako nam pa včasih zmanjka. Vse bi tudi zabeležili v odpustne diagnoze, tako da bi bilo na voljo potem tudi druginskem zdravniku, ko prebere našo odpustnico. Zdravnik bolnike bi tudi napotili potem v interdisciplinarni tim, koliko bi bil to na voljo, se pravi, če bo ta projekt nekako zaživel, bo to nek ustaljen pristop, seveda to je odvisno od okolja, v kateri bi se to zgodilo, ali pa bi ga v bistvu napotili tudi v ambulanto, ki jo vodijo diplomirana medicinska sestra, kjer se nekako nastavlja vse dejavnike tveganja in tudi alkohol. Pomembno se nam zdi pa tudi spremljanje. Bolnike bi spremljali, se pravi, ponovnih pregledih v ambulantah ali ponovnih hospitalizacij. Če bi predsedili, da bi šlo do spremembe navade pice, bi potem ponovno ponudili vprašanje. Pomembno se nam zdi povezovanje med različnimi strokami, vse te so v bistvu bile verjetno največ omenjene, zdravniki, medicinske sestre, družinski zdravniki in interdisciplinarni timi, ki vključujejo potem še psihoterapeute, psihologe in socialne delavce. Da vse to skupaj izvedemo, se mi izjemno pomembno, da se doseže konsens stroke, se pravi, da vsi kardiologi v Sloveniji nekako mislimo enako in dajemo enaka navodila. Zato v bistvu potrebujemo Slovensko kardiološko društvo, da sprejme neke ukrepe za odkrivanje, podporo in sodelovanje na tem področju. Ko bodo ti ukrepi sprejeti, potem lahko gremo nekako na samo diseminacijo, se pravi, da izobrazimo zdravnike, specialiste in specializante kardiologije in interne medicine, kako naj na tem področju postopajo, da izobrazimo tudi medicinske sestre, ki so del zdravstvenega tima v ambulantih in na hospitalnih oddelkih in da v to vključujemo še študente medicine, ki krožijo na kardiologiji, da ne pozabijo pri jemanju anamneze, vprašati tudi o razvadah na področju alkohola. Hvala. Hvala za to predstavitev. Sedaj pa vabim predstavitvi Suzano Đorđević, Zavoda za transfuzijsko medicino, da predstavi področje dela v transfuzijskem centru. Lepo pozdravljeni, sem Suzana Đorđević, prihajam iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Transfuzijska medicina je medicinska stroka, katere pomembno poslanstvo je zdravljenje bolnikov s pripravki s krvi. Omogoča nam pa tudi, da imajo vsi posamezniki, ki potrebujejo, seveda na voljo zadostno količino kakovostne in varne krvne krvne pripravke. Začne se transfuzijska medicina pri krvodajalcih, kar je pomembno, da so to zdravi posamezniki, dobrega počutja in konča se pri bolnikih. Naša naloga je seveda v tem, da moramo narediti vse, da zaščitimo tako bolnika, da prejme varno in ustrezno kri, kakor tudi krvodajalca, ki kri deluje. Varnost transfuzije zagotavljamo z naslednjim izvajanjem več ukrepov. Zagotavljanje varnosti krvodajalcem krvnih pripravkov je pri preskrbi s krvjo prednostna naloga, ki je izvajana številnimi ukrepi, kot sem že povedala. Med njimi je tudi pridobivanje podatkov za izpolnjevanje medicinskega vprašalnika o splošnem počutju in sedanjem ter preteknem zdravstvenem stanju. Zelo nas zanima tudi življenjski slog krvodajalca,
ter sprašujemo tudi vrsto vprašanj o tveganju za prenos okužb s transfuzijo krvi. Pri izbiranju primernih krvodajalcev je prva stopnja same izključitve, kar je prvo zelo pomembno. To pomeni, da se krvodajalec lahko v celotni fazi postopka lahko sam presodi, ali je primeren krvodajalec ali ne, in iz samega procesa izstopi. Poleg občutka odgovornosti je potrebna tudi osveščenost in zavedanje z neodgovornim dejanjem, ki lahko škodujemo tako sebi, kot krvodajalcu, kot tudi prijemniku oziroma bolniku. V transfuzijskih ustanovah, transfuzijskih službah in na naših terenskih krvodajalskih akcijah se srečujemo z zdravimi posamezniki, starimi od 18. do 65. leta in sicer v vseh regijah v Republiki Sloveniji. V procesu obravnave letno sprejmemo okoli 100.000 krvodajalcev, tega je 43% žensk, niso vsi primerni za darovanje krvi, skoraj 20% krvodajalcev trenutno ali zavrnemo oziroma morajo preložiti darovanje, tako da striktno spoštujemo, da zagotovimo varnost samega krvodajalca in da res ne škodujemo. Skupaj z Rdečim križem opravljamo v okviru promocije krvodajalstva in osveščanja splošne javnosti predstavitve na osnovnih šolah, srednjih šolah, univerzah in delovnih organizacijah, ker posebno poudarjamo življenjski slog in skrb za zdravje. Na stalnih podzemnih mestih v celotni Sloveniji na vseh krvodajalskih akcijah ter delimo izobraževalno gradivo. Tako da ključni pri naslavljanju tveganega škodljivega pitja alkohola v transfuzijski dejavnosti so torej vsi primerni krvodajalci od 18. do 65. leta, tako ženski kot moški. Krvodajalec v opisu dobi medicinsko vprašanje in ta izpolnjeno vprašanje je predpogoj za delovanje krvi. V obstoječe medicinske vprašanje bi vključili vprašanje o pitju alkohola in smo se še odločali, ali bi bilo to vprašanje v zadnjih 8 urah ali v zadnjih 24 urah. V primeru pritrdilnega odgovora krvodajalec uporabi še kratek pripomoček ABC, medicinska sestra ali zdravnik, odvisno od delovišča, na katerem bi se to upravljali, krvodajalcu podata pojasnila glede tveganega škodljivega učinka alkohola, ponudimo mu zloženko, predlagal bi spletne strani in seveda bi mu svetovali oziroma ga napotili drugim strokovnjakom. Mogoče se sprašujete, zakaj v transfuzijski medicini problem tveganega škodljivega alkohola kar zahtevan za nas. Mi smo se že navadili vrsto let, naprimer, ko organiziramo krvodajalske akcije za dijake in študente, taka velika akcija, da zdaj oktobra, zmeri že naprej se pozanimamo, kdaj imajo kakšne prireditve, velike zabave, ne? Ob predelkih ponavadi dijake in študente ne sprejemamo na zem krvi, ker predvidevamo, da so imeli naporne vikende, petek, sobota, tako da se moramo kar že naprej pozanimati, da jih ne, da res ne pridejo v stanju opitosti ali pa res kakšnih velikih substanc v predhodnih dnevih. Izobraževanja, katera so potrebna in veščine, seveda, kot vsi moji predhodniki, treba vključiti že v srednjošolsko obvezna izobraževanja, dodiplomska, podiplomska, naš obstoječi kader nima izkušenj glede tega, tako da smo predlagali obliko delavnic, predvsem pa delavnice glede komunikacijskih veščin, da bi nam zelo dobro prav prišle, seveda prek zbornice zdravstvene nege ali pa prek raznih združenj. Hvala. Nadaljujemo pa s področnico zdravstva. Vabimo primarij dr. Janka Šabič, da predstavi še to področje.
Hvala lepa za povabilo. Moje ime je Diana Tervič-Dabič in sem zobozdravnica. V projektu SOPA sem zadolžena za področje dentalne medicine oziroma zobozdravstveno dejavnost. Najprej bi vam rada predstavila, čeprav velika večina ve, namreč 75% slovenske populacije ima svojega osebnega zobozdravnika in opravimo na letni ravni okoli 4 milijona storitev, tako da smo res verjetno primerna vstopna točka za kakšno poseganje. Področje našega delovanja je seveda vzdrževanje ustnega zdravja, preprečevanje bolezni in ponovno vzpostavitev ustnega zdravja. Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila ustno zdravje kot pomemben del splošnega zdravja, nujno potreben element za blagostanje populacije. In sodobna definicija ustnega zdravja poleg odsotnosti bolezni izpostavlja z ustno votlino povezano kakovost življenja. Kako opredeljujemo kakovost ustnega zdravja? Kot funkcionalno, ustna votlina je pomembna za govor, za dihanje in seveda zelo pomembna za hranjenje. Psihološki vidik, če imamo urejen videz in zobe, imamo boljšo samopodobo in samozavest. In ne nazadnje psihološko-komunikacijski socialni efekt, če smo urejeni, lažje komuniciramo verbalno in neverbalno v svojem družbenem okolju. Pitje alkohola je velik javnozdravstveni problem, pomemben dejavnik tveganja za mnoge sistemske bolezni in za bolezni zob in ust. Veliko raziskav opravljenih na področju dentalne medicine je ugotovilo, da je večja pojavnost parodontalne bolezni in kariesa pri povečanem pitju alkohola. Namreč ugotovili so tudi, če je dobra ustna higiena, je več plaka v usti, kar je vzrok tej bolezni. Seveda je velik dejavnik tveganja za nastanek oralnega karcinoma, spravi karcinoma ustne votline in orofaringsa, alkohol. Ugotovili so, da pri tveganju in škodljivem pitju alkohola je verjetnost nastanka oralnega karcinoma kar 6-krat večja. Pri pacientih, ki so pa že zboleli za rakom ustne votline, so ugotovili, da je 75% teh pacientov pretirano oziroma tvegano in škodljivo pilo alkohol. V zobozdravstveni dejavnosti seveda lahko opravljamo kratki ukrep 2. To pomeni, da odkrivamo čezmerno pitje alkohola z vprašalnikom Audit C in podajamo informacije o negativnih posledicah tveganega in škodljivega pitja alkohola. Zdravstvena priporočila in usmeritev posameznika, ki tvegano in škodljivo pijejo, k ustreznim virom pomoči. Kot sem prej omenila, vstopna točka je zobozdravstvena ambulanta. Namreč več kot 1,5 milijona ljudi hodi zobozdravniku redno. Del anamneze je lahko pri novo opredeljenih pacientih, del anamneze pri pacientih, ki še hodijo v naše ambulante, ali o bolnikovih težavah, ki bi lahko bile povezane z pitjem alkohola. Vsakemu pacientu, ki hodi zobozdravniku, damo vprašalnik o zdravju, tako da bi lahko vprašalnik Audit C bil del tega vprašalnika o zdravju. Če bi ugotovili tvegano in škodljivo pitje alkohola, lahko zavedemo kartoteko in spremljamo pacienta. Ciljne skupine v zobozdravstveni dejavnosti so seveda pacienti, ki redno hodijo zobozdravniku. To so mladostniki, mlajši odrasli, starostniki in seveda pacienti, pri katerih ugotovimo spremembe v ustni votlini, ki so lahko povezane s pitjem alkohola. Sekundarna ciljna skupina so zobozdravniki in njihovi sodelavci, zobozdravstvene asistentke in ustne higieniki. Seveda si želimo sodelovanja z drugimi deležniki. Ko zobozdravniki z vprašalnika o zdravju in kratkega vprašalnika Audit C prepozna tveganje in škodljivo pitje alkohola ali prepozna druge zdravstvene težave, ki so lahko s tem povezane,
poda pacientu kratek nasvet oziroma zdravstvena priporočila in napoti pacienta k ustreznim virom pomoči, osebnemu družinskemu zdravniku ali v zdravstveno vzgojni center. To lahko naredimo z telefonskim klicem, lahko z napotnico in želimo si še več gradiv v zvezi s tem o virih pomoči. Od projekta SOPA nekako pričakujemo vzpostavitev protokola obravnave tveganja in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicov in sodelovanje med poklici ter ustrezno napotitev virov pomoči. V zobozdravstveni dejavnosti nimamo vsebin, ki obravnavajo alkoholno problematiko in zato si na sistemski ravni želimo izobraževanje bodočih kadrov kot del rednega dodiplomskega študija. Za že obstoječe kadre si pa predstavljamo kot del podiplomskih izobraževanj prek seminarjev, ki bi predstavljali alkoholno problematiko, določili način presejanja, potem pa motivacije in ukrepe, ko so kratki nasveti in pogovor o vplivu pitja alkohola na zdravje, s posebnim poudarkom na ustno zdravje in predstavitev poti napotitve k virom pomoči. Hvala lepa za vašo pozornost. To je malo za šalo, malo za res. Želim vam lep in zdrav način življenja, pa prijazen pozdrav iz Zobne ambulante Vident. Hvala. Vidvijo tokrat z manj tehničnimi težavami kot v preteklih variantah, tako da prosim, če naštimate naslednjo predstavitev. Vabim pa Marka Kokarja z Onkološkega inštituta Ljubljana, da predstavi področje onkologije. Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom danes povedal par besed o alkoholu in raku, malo splošno. Potem bomo predstavili, kako smo si zamislili, da bi projekt SOPA izvajali na Onkološkem inštitutu. Več populacijskih študij je že nesporno dokazalo, da alkohol zviša tveganje za 5 različnih oblik raka. Če malo pogledate ta seznam, je prve 4 oblike raka nekako vsi povezujemo z alkoholom, nekako blizu ta povezava. Medtem ko rak dojke pa marsikoga preseneti, da se nahaja zraven na tem seznamu. Tukaj že obstajajo različne teorije, oziroma kako alkohol povzroča to tveganje. Najbolj verjetno je, da zviša nivo estrogena v prvih različnih mehanizmih, zviša nivo estrogena pa v bistvu zvišuje tveganje za razvoj hormonsko odvisnega raka dojke. V tele študiji, ki sem je tu navedel, so zračunali, da nekaj več kot 4 merice alkohola dnevno privedejo do tveganja za razvoj dojke 1,5, se pravi populacija, ki uživa toliko več alkohola, ima 1,5 večjo možnost raka, kot populacija žensk, ki alkohola ne uživa zmerno. Kar je še bolj zanimivo, je, da recimo vsaka dodatna merica zviša delno tveganje za 7%. In zdaj, če ti izračuni držijo, potem naj bi 4% raka dojke v zahodnem svetu bilo nekako povezano posledica pomernega uživanja alkohola. Zanimivost. Zdaj pogledamo na Onkološkem inštitutu. Situacija je taka, da v bistvu mi letno obravnavamo približno 10,000 bolnikov z diagnozo rak, se pravi novih bolnikov. Vsi ti so v prvem pregledu deležni enega takega obsežnega pregleda, del katerega je tudi vprašanje o razvadah, kjer smo do zdaj nekako več pozornosti posvečali kajenju. Zdaj pa mogoče ena dobra priložnost, da nekaj pozornosti posvetimo tudi alkoholu. To se mi zdi dobra vstopna točka za ta projekt, ker bolnik, ki prvič pride k onkologu, je zaradi same diagnoze mogoče malo streznjen oziroma je pripravljen na neke spremembe v življenju. Hkrati zraven pogosto prihajajo svojci, ki lahko kot prvo vplivajo na bolnika oziroma mu pomagajo.
lahko se pa tudi sami malo zamislijo, kakšno je stanje pri njih. Zdaj, kako bi to potekalo? V bistvu, če bi mi pri bolniku ugotovili, da tvegano oziroma škodljivo uživa alkohola, bi opravili en kratek posvet z njim, potem pa bi ga usmerili k delu pomoči v domačem okolju, se pravi v bistvu izvajalcem kratkega ukrepa 1. Nekako se nam zdi najlažja ta povezava z zdravnikom družinske medicine, ki lahko mi pač v izvidu, ki ga on dobi, omenimo, da smo pri bolniku ugotavljali tvegano uživanje alkohola in da svetujemo neko nadaljno obravnavo. Druga varianta je, da pač bolnike opremimo z informacijami, kam se lahko samo iniciativno obrnejo. O vlogi svojcev sem pa nam že povedal, da se misli kar pomembna tukaj. Zdaj, kako bi to dosegli? Na Onkološkem inštitutu bi potrebovali dodatna predavanja, seminarje, pa seveda v sklopu tudi katedre za onkologijo, predavanja za študente, mogoč malo več o alkoholu in raku. Za bolnike bi pa potrebovali predvsem recimo plakate, ki bi viseli pred ambulanto z definicijo merice alkohola, tako da bi pač malo vedeli, o čem se bomo pogovarjali v sami ambulanti, da bi delo hitreje potekalo, pa zloženke z informacijami, kam se lahko obrnejo. To je to. Hvala. Hvala. Zdaj se pa naselimo daleč, pravzaprav sosedno stavbo za področje otorinolaringologije. Vabim Aleša Grošelj. Hvala. Lepo pozdravljeni, sem Aleš Grošelj iz klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno onkologijo in se v svojem možem področju ukvarjam s kirurgijo raka glave in vratu, tako da se bom tudi potrudil, da bom kirurško kratek, glede na to, smo vsi že nekaj potrujeni in lačni. Torej, vsi vemo, da je alkohol eden izmed kajenja, torej neodvisni nevarnostni dejavnik za nastanek raka vse glave in vratu, to pomeni raka od ustne vokline pa vse do požiralnika. In že 5 meric alkohola poviša tveganje za nastanek raka 5 do 6 krat glede na abstinente. Se to tveganje še dodatno poviša, kadar multiplicira, kadar gre za kombinacijo alkohola in kajenja in večina bolnikov z rakom glave in vratu pije ter kadi. Seveda to ni neka nova stvar in naslavljanje alkoholne problematike pri bolnikih z rakom glave in vratu je vključeno že v nacionalne smernice, ene izmed takih, ki je referenca za vse ostale, da so tudi najsmernice, torej angleške smernice. V Sloveniji pa žal vse na nek način je naslavljanje te alkoholne problematike pri bolnikih z rakom glave in vratu v neke mere nezadostno in eden izmed ključnih vzrokov je nedvomno tudi pomanjkanje specifičnih znanj in pa tudi orodij pri zdravstvenih delavcih, ki se soočajo s temi bolniki. Seveda model obravnave in naslavljanja alkoholne problematike bi po mojem mnenju moral biti čim bolj preprost in predvsem hiter, da bo hkrati tudi učinkovit. Anamneza, torej podatki o uživanju alkohola so del standardne zdravstvene dokumentacije pri naših bolnikih, tako medicinske, kot je to zabeleženo tudi v dokumentaciji zdravstvene nege. In torej že na osnovi tega mi lahko postavimo sum ali oseba tvegano in škodljivo pije. Hkrati bilo potrebno, da so vsi bolniki z rakom glave in vratu, torej na nek način presejani
da izpolnijo vprašalnik AUDIT-C in vkolikor so izpolnjeni kriteriji za tveganje škodljivo pitje alkohola, je možno živo ambulanti posredovati s kratkim nasvetom, hkrati pa so koristno tudi, da dobi informacijsko združenko, kjer so opisani vsi škodljivi vplivi alkohola, hkrati pa tudi veri pomoči, kamor se bolniki lahko obrnejo. Pomembno je seveda, da bomo uspešni pri tem, da se povezujemo tudi z drugimi, ki vstopajo v sistem zdravljenja bolnika in zabeležili na nek način morali rezultate tega vprašalnika in pa eventualno kratki torej korektivni ukrep na samo odpustno diagnozo ali že na sami izvid in v tem obvestiti specialista družinske medicine. Hkrati se bolniki z rakom glave zdravijo tudi na onkološkem inštitutu, tako da je povezovanje bi lahko šlo tudi v tej smeri. Po drugi strani pa imamo na kliniki kliničnega psihologa in bolniki, ki se zdravijo z rakom glave in vratu, pri nas so običajno nekaj tednov, tako da je bilo možno že na sami kliniki izvesti na nek način poglobljeno svetovanje. Ampak, kot rečeno, ključ je v izobraževanju in to tudi na sistemski ravni v okviru razširjenega strokovnega kolegija, ki bi moral zavzeti stališče, da se vključi naslavljanje okoljne problematike tudi v smernice za obravnavo bolnikov z rakom glave in vratu, podobno kot na primer najsmernice. Hkrati pa se nujno tudi povezovanje med združenjem otorinolaringologov, zdravniško zbornico in zbornico zdravstvene nege, kjer bi se lahko izvrli neke kratke delavnice, da se jim tudi nek način zdravstvene delavce na način omoči in da se jim omogoči, da orodja in vedenje, da bodo lahko obravnavali bolnike, ki tvegano in škodljivo pijejo. Nedvomno pa je seveda potrebno začeti na posem bazičnem nivoju in kljub temu, da je naslavljanje okoljne problematike relativno dobro pokrito v sklopu katedre za družinsko medicino, mislim, da bi se tudi vse ostale katedre mogli s svojega vidika to prikazati v študentov medicine. Hvala lepa. Prehajamo še na zadnjo predstavitev, v sklopu predstavitev pri kratkem ukrepu 2. Tako da vabim Gregorja Prosena za predstavitev pogleda iz družinske medicine. Hvala lepa, hvala za vabilo, hvala za vašo pozornost. Še 5 minut, preden nečemu slajšamo. Ampak dovoljte, da povemo, kako te stvari vidimo na vsakodnevni fronti v urgenciji, govorim generično za najrazličnejša delovišča v tem imenu. In dovolite, da kar na začetku poudarim, ko sem prebral literaturo na to temo, moram priznati, da se naša stroka najprej in predvsem sprašuje, ali je to smiselno in potrebno, kajti če pa nečesa mi, v Sloveniji pa še posebej sester, nimamo, je pa čas. Zato celotna stroka vse to zelo kritično preseja v smislu, ama res kakršenkoli učinek, a to koristi, ali je to samo še ena izmed administrativnih, političnih in drugačnih vremen, ki si jih nekdo naumi, koliko pa mi moramo to sredi noči z našo klientelo, ki v petek in soboto začer veste, kakšna je, moramo poludejanjati. Na moje majhno presenečenje, mogoče večje presenečenje, se zdi, da dejansko stvar deluje in ima nek smisel, se pravi, da kratke intervencije na to temo v kontekstu ob obisku urgentnega centra oziroma kakšne druge urgence dejansko delujejo. Se pravi, ljudje so takrat, kot je kolega povedal, bolj ranljivi, mogoče tudi bolj dojemljivi in zaradi tega mogoče tudi par minut prinese nek
nek drugačen učinek. Američani, ki imajo tudi s tem probleme, kako z drugimi stvarmi, so vsaj iz vidika urgentne medicine, to je naša najvišja svetovna organizacija oziroma največja, izdelali celo nek zelo kratek toolkit na to temo, 3-stranski PDF oziroma nek statement glede tega, kjer dokaj jasno povedo, da te kratke intervencije v našem kontekstu urgence dejansko delujejo, da so smiselne in da naj se opravijo. Na tem mestu so potem zelo specifično in decidirali priporočili, da naj se screening tega škodljivega vedenja oziroma uživanja alkohola opravi za cage vprašalnikom, da vsi poznamo. Tudi moram priznati, da na naših točkovnikih se pojavlja konsistentno stvar, da dejansko se da napraviti manj kot minuti in je verjetno lahko del standardne anamneze. Na to pa priporočajo, da se pri vseh teh pacientih opravi, kar oni imenujejo kratko intervencijo ED Direct. To je vse, kar je dejansko na eni strani, bolj ali manj zdrav, razumsko in smiselno pač vprašaš ljudi, predvsem jih direktno, neposredno soočiš oziroma poveš, razodeneš, kaj se ti zdi, oziroma da se nam zdi, da uživajo alkohol škodljivo oziroma pretirano. Podkrepiš to z nekimi podatki, ugotoviš, a so pripravljeni sodelovati ali razumejo, imajo nek uvid, podaš neko priporočilo, ter zelo pomembno pacienta potem napotiš, referiraš, ali v njihovem primeru celo telefonično pridobiš feedback na to temo. In to je verjetno tisto ključni člen, kajti par minut, če se izgubi med enim in drugim ušesom, verjetno ni nič, če pa prinese do neke napotitve naprej in vstopa v sistem, pa je to potem smiselno in ti podatki na takšen način kažejo dejansko upad kritičnega oziroma škodljivega vedenja. V Sloveniji česar takega, vsaj z vidika urgentne medicine, še nimamo, niti iskreno povedano, ta problem ni naplavilo med vsemi drugimi problemi, ki jih imamo, tako da mogoče bi bilo najlažje, najbolj ustrezno, da to enostavno prevedemo, naprintamo, zložimo za naše paciente in za vse delavce in potem začnemo to uporabljati. Moram priznati, da osebno, to je moje osebno mnenje, se mi največja ovira, ko resničevanju tega zdi, a se mi sploh na urgencah tega problema zavedamo oziroma zavedamo zmožnosti te intervencije, kajti če rečem, da v petek, soboto, čez vikend 80% klientele na poškodbenem delu ima kakšnokoli vezo z alkoholom, ne bi pretiraval. Torej želim poudariti, da nam alkohol, škodljive posledice, droge so tako nekaj najbolj samoumevnega, če ne vsakodnevnega, da enostavno nismo več senzibilizirani na to. Zato bi verjetno, če se karkoli zgodi, karkoli ukrene, je treba dobiti nekaj in oziroma zavedanje nas, zdravstvenih delavcev, ki pa dejansko, kakor sem rekel, in tako, če je kdorkoli poskal našo urgenco, tam je bolj avtobusna postaja, kot pa nek urejen sistem in zato vprašanje časa definitivno ne. Če smo resni s kakršnimi ukrepi, bolj morajo ti ukrepi biti relativno jasni, kratki, jedrnati. Potencial je pa ogromen, kajti naš sistem samo na primarni ravni obišče po podatkih iz parih let 650,000 pacientov, tako da 3 leta pa obrnemo vso celotno populacijo. In pravno se ne bi nekaj prijelo pri vsaj podatkih. To je to, hvala lepo. Hvala še za ta slikovit uvid v delom na urgentnih dejavnosti. Še nekaj minut imamo časa do
odljubljenega slajšega časa, oziroma v tem sklopu predstavnike šolske medicine, ker sem prepričana, da brez njih SOPA program ne bo isti, oziroma rezultati SOPA programa ne bodo isti, kot bi bili z njimi. Zato predlagam, žal popoldne ne bom zaradi službenih obveznosti mogla biti prisotna, da jih povabimo še enkrat, da sodelujejo seveda z enim pripravljenim programom, ki bi bil adekvaten njihovi populaciji in da bo to eno zaključko tega srečanja. Hvala. Hvala lepa za ta komentar oziroma predlog. Bi se kar jaz oglasila ali pa odgovorila, če lahko. Ko smo osnovali ta projekt leta 2015, sem jaz osebno dala ob ostalih predlogih, ki se zdaj uresničujejo, seveda tudi predlog vključevanja tako na ministrski ravni kot na ravni deležnikov, ki bi izvajali ukrep pilotno, se pravi z vidika otrok in mladostnikov. Ne samo, da bi bili vključeni zdravniki specialisti šolske medicine, želeli smo vključiti tudi šolstvo in sicer pedagoge, vodstveni kader in starše in pa seveda končne uporabnike, same otroke in mladostnike. Ta projekt, kot lahko preberete v svojih izloženkah, ki ste jih prejeli, je projekt, ki je vreden 6 milijonov. Slovenija je namenila 6 milijonov v uresničevanju tega pristopa. In v okviru tega smo lahko naslovili in vključili deležnike, ki ste danes z nami tu in področja, ki so danes predstavljene, nekatera pa v nadaljevanju še bodo. Pri prijavi je bilo sporočeno, da bo področje otrok in mladostnikov naslovljeno preko drugih projektov, pač treba se zavedati, to je projekt. In nekje ga je treba zamejiti, zato je, kot je dolg in originalen naslov tega projekta, zamejevanje oziroma vzpostavitev celostnega pristopa za zmanjševanje čezmernega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Seveda, če tudi to ni bilo sprejeto in smo žal mogli ta del dati stran, je bilo prvič v eni strani zagotovljeno strani, kar povedala Ministrstvo za šolstvo, da bodo oni to naslavljali, in zagotovljeno strani Ministrstva za zdravje, da se aktivnosti, ki naslavljajo to populacijo, bodo izvajale in bodo financirani projekti, vendar iz nekega drugega stežna financiranja. Kar mi lahko naredimo in smo naredili, da vključujemo tudi predstavljeno preko kratkega ukrepa 3, se pravi socialno varstvo oziroma varstvo družine, Zveza prijateljev mladine, dobrodelne organizacije, ki prav tako vključujejo vse, prav praktično vsi, ki spadajo izvajalci ali pa področja, ki spadajo pod izvajanje kratkega ukrepa 3, naslavljajo ne samo odrasle prebivalce z nekimi interesi ali pa ranljivostmi specifičnimi, ampak pravzaprav celotno skupnost. Pa še en vidik, kjer lahko pokrijemo in se bomo trudili konkretno, je tudi že omenjeno usposabljanje za in pripravo smernic za odgovorno poročanje o pitju alkohola v medijih. Mediji imajo ogromen vpliv, ki se ga morda vsi ne zavedamo ali pa ga ne poznamo. In ko se trgira z vidika alkoholne industrije, zelo dobro vedo, kaj počnejo, to je tudi njihova legitimna cilj in interes in pač pridobiti še več uporabnikov, se pravi pivcev alkohola. Mlajši, ko dobiš, mlajši kot je, dlje traja in bolj učinkovita je prodaja, ko sem seveda zaslužek. Žal mi je, da vam ne moram dati zadovoljivega odgovora, ki bi bil tudi z mojega stališča to, da bi bili lahko vključeni vsi, nekje smo mogli zajeziti v tem smislu, kar sem zdaj povedala, da smo pač to naredili na tak način. Bomo pa, in to bom še povedala v nadaljevanju, že na prihodnem srečanju najverjetneje, če ne bodo predlogi, ali pa če boste tudi vi sami, ko boste v koncu srečanja spodbujeni k temu, da date predloge, v velikem številu to izrazili, na naslednjem srečanju posvečena tema tudi na same alkoholne problematike med otrocih in mladostnikih. Tako da probamo in se trudimo in bomo delali z vašimi predlogi, ki naj bodo čim bolj konkretni, bi zdaj vse podvala, in pa uresničljivi.
bomo skupaj probali narediti seveda vse, kar se da. Enkrat pa tokno. Hvala.